Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Okoli premierja Boruta Pahorja se zadnje čase dviga prah, predvsem zaradi kadrovskih zapletov. Spomnimo le na primer Rupel, ki je gospodu predsedniku gotovo povzročil določeno srbenje v območju presredka. Predsednik vlade pa pravi, da vodi politiko v vladi, za katero presoja, da upošteva pričakovanja ljudi. Najbolj pomembno se mi zdi vprašanje, ki zadeva enake možnosti vseh, ne glede na politične razlike med nami, da za položaje, kjer delajo v imenu ali za interese republike, te položaje dosežejo, ne glede na to, ali so vaši ali naši. Tukaj se stara praksa lomi za novo in bilo je pričakovati, da bodo nekatere težave. Svoj pogled na kadrovanje vlade Boruta Pahorja pa je predstavil tudi vedno zabavni prvak SNS Zmago Jelinčič. Dejstvo je, da so gospodje Janković, pa Kučan, pa Golobič precenili svoje moči in so mislili, da bodo zmagali na volitvah, pa se jim to ni zgodilo. Ne vem, kaj bojo. Gotovo so bili prepričani, da bodo oni postavljali, da bo morda Golobič postavljal ljudi naokrog, vendar zdaj to počne Pahor, kar je logično, saj je predsednik vlade. Dober je ta Jelinčič. Gledaš ga, veš, da je nekaj narobe, veš, da nekaj ne štima, ne moreš ga zagrabiti. Ne moreš ga, a veš, kaj žaba, a veš, kje benti, kje si? Kje je grohar? Hej, sam vprašam, Zmago. Predsednik republike Danilo Türk je z zlatim redom za zasluge odlikoval zakonca Hribar. Spomenka si je zlati red prislužila s svojimi prizadevanji pri osamosvajanju in demokratizaciji slovenske družbe, Valentin pa tudi s svojim znanstveno-raziskovalnim delom na področju filozofije. Zakonca Hribar sta po slovesnosti spregovorila o nas, Evropejcih, in tudi o Hrvatih. In mi Slovenci imamo zdaj nastopati kot Evropejci. Mi smo vse pričarke z veliko Evropejci. Ni treba nam več to distanco spostaviti, zato so ti smešni vzkiti, ki jih zdaj slišamo v zvezi s Hrvaško, da pa celo z Hrvaške, kar je najbolj absurdno, to pa ni evropejsko. To, kar mi delamo, je evropejsko. Tako ali drugače. Kaj pa Hrvati so Evropejci? Ja, po poreklu so gotovo, ampak tako, ko se zdaj obnašajo, se morajo še kaj naučiti, da bojo na ravni tako evropske kulture kot evropske demokracije. Si pazil? Železna zavesa se je premaknila. Hrvaški premijer Ivo Sanader je zopet izrazil pripravljenost na srečanje s slovenskim premijerjem. Kjer jim to? S Pahorjem, ne? Ja. Zakaj ne napiše pol Pahorja? Zato, ker se ve, kdo je naš premijer. Ti ne veš, kaj? Ja, no, jaz vem, ne vem, če ti veš. Vem. Ti veš, no, kdo je slovenski premijer? Janez Janša. No. Pahor. Ja, se res. Ali ob navzočnosti predstavnikov Bruslja ali Češke. Denis se je o slovenski blokadi Hrvaške pri njenih pogajanjih za vstop v EU pogovarjal s poslancem stranke Zares, Frankom Jurjem. Zaenkrat imamo razmere, kjer v bistvu narašča napetost, kjer naraščajo pozivi k bojkotu slovenskih proizvodov, ampak to mislim, da je kratkotrajni fenomen, to se ne bo obrestovalo niti za tiste, ki ga spodbujajo, kaj ti ljudje na koncu potem kupujejo robo in blago glede na ceno in kvaliteto. Najljubši objektiv Denisa Sarkića, Nikon 18-108, veš zakaj? Ker tako imenitno naraste, pazi. A si ga gledal zadnjič v intervjuju pri Saviću, Sarkića? Ja, Koliko je bil pameten, Nič več fotoreporter, samo še videoreporter. Pazi to, kako naraste. Op, 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 op. Wow, mati mila, lep je, Denis, hudo. Op, 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 op. Ja, nič, pa me pa rajš sliki. Nikon. Koprski kriminalisti so včeraj zasegli 666 gramov kokaina. 666, the number of the beast. Kar bo gotovo vplivalo tudi na slovenske uporabnike belega prahu.
Mina Paš iz Združenja Drogart nam je predstavila novost na spletu, spletno stran www.kokain.si in opozorila na prisotnost mešanice antropina in kokaina, ki se pojavlja tudi na našem trgu. Mimogrede, na spletni strani kokain.si se ne da kupiti kokaina. Šel pogledat, ali kaj? Ta kombinacija je pa zelo nevarna, predvsem za odpoved srca. In zgodilo se je, da so nas na Drogart klicali uporabniki, ko so rekli, da so čez vikend snifali kokain in da zdaj nič več ne vidijo, da ne vidijo fokusirati tipkovnice na telefonu. O slavju in modi komentar dneva Matjaž Hanžek. Že kot nezadovoljni mladenič so mi bile proslave, podobno kot premiere v gledališčih ali otvoritve razstav, tuje. Zdele so se mi le priložnost, da so nekateri ljudje kazali svojo garderobo, ker pač česa drugega niso imeli. Zato predvsem iz protesta tudi nisem hodil na takšne prireditve. Sem pač špilal svojo foro. Nekateri moji prijatelji so bili pametnejši. Čeprav so do teh stvari imeli enako odklonilen odnos kot jaz, so iz njih potegnili tisto, kar jim je koristilo. Feo, na primer, se mi je posmehoval. Z Džoko hodimo na vse otvoritve, ker se lahko vsaj dobro najeva, pa tudi pijača je zastojn, mi je nekoč še v študentskih časih pomanjkanja dejal. Vkusi, z njim pa tudi interesi so pač različni. Džoko je postal Prešernov nagrajenec, čeprav dvomim, da mu je pri tem pomagala zastojn hrana in pijača na otvoritvah. Če bi to kaj vplivalo, bi se Prešernovih nagrajencev kar trlo. A pustimo to spominjanje na davno preminula leta. Proslave, otvoritve in podobne ceremonije nudijo poleg teh statusnih simbolov vseeno še kaj drugega. Naprimer, možnost srečanja z ljudmi, ki jih že dolgo nisi videl, pa bi jih rad. Pa tudi drugače. Tam srečaš tudi ljudi, ki jih srečati ne maraš in bi se jim rad izognil. In se lahko greš zanimivo igrico, ki bi jo lahko imenovali nastavljanje in skrivanje. Kot si lahko mislite, gre pa ta igrica takole. Nastavlja se ljudem, ki bi jih rad srečal, in izogibaš tistim, ki jih srečati ne maraš. Potem pa na koncu sešteješ, kolikokrat se ti je eden ali drug manever ponesrečil in to točkuješ na poljuben način s pozitivnimi in negativnimi točkami. Po nekaj takih preditvah pa lahko rangiraš bolj ali manj uspešne izvedbe, saj so same proslave v večini primerov dolgočasno nategovanje nečesa, kar naj bi imelo nek globok in poduhovljen pomen. Pa so za oblast te proslave še nekaj več, in sicer simbolično ter dejansko prisvajanje zgodovine in zgodovinskih zaslug za ne vem kaj, in če proslava pomeni simbol naše zgodovine, prisotnost na proslavi pomeni dokaz sodelovanja v tej zgodovini. Torej smejo na proslavih sodelovati le tisti, ki jim oblast priznava vsaj obrobno vlogo v velikih dejanjih narodove preteklosti. In obratno, nihče, ki ga oblast ne mara, se na taki proslavi ne sme pojaviti. Saj kogar oblast ne mara, ga zanesljivo ni bilo v zgodovini na pravi strani. In to oblast s proslavami tudi simbolno dokazuje. Slovenija, 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 kulturac. Hrvaška zasedba Let 3, ki jo mediji pogosto cenzurirajo, je izdala prvi DVD z naslovom Živa pička. V ekskluzivnem intervjuju za Vest sta Mrle in Prlja povedala, da sta na izdelek zelo ponosna. To je na neki način Iznenađenje i mislim da će to ljude jako veseliti. Idealan poklon. Jer je to u biti cijela povijest. Novoletni. Za vaše najdraže. Jedna cijela povijest. Živa pička. Leta 3 kroz period od tih 20 godina. Novo. Koje smo snimali tamo u toj riječkoj Harteri. Limited. Še vreme, ta teden še vedno bedno. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na Vesti. Nasvidenje. Kaj je? Kaj bi rad? Ha? Kaj je?